Spoznali bomo malega nočnega glodavca, ki ga lahko srečamo v naših gozdovih, polha. Obiskali smo mednarodno razstavo mačk v Celju. Svetujemo, kako poskrbeti za ostarelega psa. Pozdravljeni v naši družbi. V začetku današnje oddaje o živalih in ljudeh bomo spoznali male nočne glodavce, ki jih lahko srečamo v naših gozdovih. Govorili bomo o polhih. Naš sodelavec Milan Vogrin se je s skupino raziskovalcev odpravil v kočevske gozdove. Poglejmo. Polh vsi vemo, da ga je dosti po Sloveniji, kaj več pa komaj, ker se z njim praktično nihče ni ukvarjal. Tukaj poteka en tak majhen projekt, za katerega je dala pobudo lokalna skupnost, katere namen je, da bi o življenju polha izvedeli kaj več. V živalvazorju je bilo znano, da se število polhov zelo hitro spreminja tekom let. V bistvu on tega ni znal racionalno razložiti, čeprav je bil sicer zelo racionalen človek in je vpletel noter nadnaravne sile, hudiča kot polšjega peskega. In dejansko s polhem se dogajajo stvari, ki jih s splošnim biološkim znanjem ali pa spoznavanjem drugih glodavcev ne moremo razložiti. Polhi so izredno starinska skupina glodavcev in imajo cel kup posebnosti, ki jih pri ostalih glodalcih ni. Ena največjih posebnosti je njihovo razmnoževanje. Polhi so namreč praktično edini sesalci v Evropi, ki v posameznih letih, ki se sploh ne razmnožujejo. In to je za takšno majhno žival, kot je polh, zelo nenavadno. Tukaj na Kočevskem Rogu smo recimo tekom naših raziskav, ki trajajo že čez 14 leto, opazili v ne tako dolgi preteklosti, na primer polhi se 3 zaporedne leta sploh niso razmnoževali. No in namen tega našega spremljanja je, da pač pridobimo takšne osnovne podatke, tako da bi o polhu nekaj čist konkretnega vedeli, da bi to žival boljše razumeli. Polh potrebuje za svoj obstoj, za razvoj, mladiči za rast, zato da si naberejo podkožno tolščo, ki jim bo omogočila uspešno prezimovanje, potrebujejo žir. Žir je masten, žir je zelo kaloričen. Kadar žira ni, takrat se polhi enostavno ne morejo razmnožati. Mi spremljamo populacijo in še drugega, vsaj vemo, kaj se je v zadnjih 14 letih dogajalo. Vemo približno, kako se spreminja številčnost, kako niha to razmnoževanje, koliko je mladičev. Recimo imamo pa en tak svojevrsten rekord tukaj. Žival staro 14 let. To je izjemno in preko 10 let do zdaj še ni bilo znano in to je za tako majhno žival. Je dejansko to izredno dolga življenjska doba. Pridemo tudi do kakšnih takih ključnih majhnih spoznanj, ne dajo zelo veliko veselja. To je zelo prijetno, ko potem takšno žival ujameš ponovno in rečeš, joj, spet smo ujeli tega starčka ali pa starko. Da je uspel prezimiti. Da je uspel ponovno, da se je šel letos. In se je uspel tudi izogniti s tem plenilcem. Vemo, da plenilci plenijo ga sove, kune. Biva mačka, ris, kdor lahko praktično. Kdor lahko. Kar je navadni polh, povemo še, da v Sloveniji živi, ni edina vrsta, ki živi v Sloveniji. Ne, ni edina vrsta. V Sloveniji živita še 2 drugi vrsti, podlesek, ki je zelo majčkan, rumen, tak zelo prisrčen žival. Drevesni polh, oba živita tudi na tej površini, no obstaja pa tudi en podatek za Slovenijo in to zanesljiv podatek o vrtnem polhu. Ampak žal o njem ne vemo popolnoma nič več. Tudi ljudem je običajno poznan navadni polh, podlesek, medtem ko podlesek je, vem, da ljudje ga zamenjujejo z miško, medtem ko ostale 2 vrsti so pa popolnoma neznane vrste. No, drevesni polh je izredno redek. In jaz se spomnim, ko sem dobil zaposlitev v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, tako približno 30 let nazaj, v njem praktično ni bilo znanega ničesar, imeli smo en sam primerek in potem počas z vztrajnim delom tudi s kontakti, stiki preko polharjev, poznavalcev, ljudi, ki polhe lovijo, ki občasno ujamejo tudi tega drevesnega polha, smo potem prišli do večje količine spoznanja. Je pa to popolnoma v pogledu življenja popolnoma drugačna vrsta kot navadni polh, recimo veliko bolj žužkojet.
Navadni polh se ohrani skoraj izključno za rastlinsko hrano, drevesni polh je bolj žužkojet. Opiši nam ta potek spremljanja polhov, to videli smo označevanje, lov, koliko na leto, koliko v teh letih, skratka, ta sam potek. Ja, to je kar dosti podatkov, ne. Skratka, mi delamo to že 14 let, ne, in v tem času smo na tele raziskovalni ploskvi, ker imamo nameščenih 55 gnezdilnic, markirali že okoli 1500 polhov, je v naravi markiranih, ne. In tudi poskrbimo za to, da se ti polhi ne lovijo tukaj, zato je tukaj društveno tukaj le rezervat za polha, se tukaj ne lovi, zato pač, da ti polhi, ki so da rečemo v poskusu in na nek način ostanejo živi, da lahko čim več od njih izvemo, ne. Ker ima polh pač to neobičajno življenje oziroma to dolgo zimsko spanje, ga mi praktično spremljamo tam od, da rečemo, konca aprila pa takole do konca oktobra, če se le da, če ne gre prej v podzemlje spat. Se pravi, 5-krat, 6-krat na leto se dobimo tukaj le enkrat na mesec praktično v taki manjši ekipi in pregledamo vse te gnezdilnice in potem vestno zabeležimo vse te podatke. Pri nekaterih, ki so večkrat ujeti, lahko tudi spremljamo njihovo gibanje v prostoru, tako da opažamo, da so seveda samci bolj gibljivi kot samice. Samice se praktično gibljajo v nekem radiju dobrih 100 metrov okoli svojega doma, okoli svoje gnezdilnice, medtem ko samci imajo veliko večji radij. Tukaj na raziskovalni ploskvi smo zabeležili premik, ki je bil dolg 700 do 800 metrov, medtem ko je bil tudi že ujeten polh, ki je iz raziskovalne ploskve šel v naravo tudi več kilometrov daleč stran, tako da se da dobi zelo zanimive podatke. Zanimivo je tudi to, da pravzaprav v teh pomladanskih vzorčenjih praktično dobimo samo samce, ki očitno prej ostanejo oziroma in so potem tudi v skupinah združujejo v teh gnezdilnicah, šele kasneje so potem samice, potem pa v jeseni pa spet slika obrnjena, tako da samci hitreje izginejo. Pa mladiči dalj časa ostanejo, še posebej, če je hrana, tako da ker morajo pač v jeseni dobiti to svojo težo, teh svoje grame oziroma najmanj saj 115 gram je bilo ugotovljeno, da mora polh tehtati, da lahko zimo normalno preživi s to podkovno maščobo. Povejmo še, čeprav si omenil, da te gnezdilnice so samo začasno oziroma dnevna bivališča, da preko zime dejansko polhi izginejo, tako kot je že Valva zelo to prikazal, si to malo po svoje, ampak izginejo, drastično prezimujejo v podzemnih jamah, odprtina, skratka nekje globje podzemno. Tako, no, tukaj le pravzaprav Kočevski Rog je ta kraški teren, kjer praktično ni težko dobiti teh podzemskih habitatov, teh vhodov v jame in brezna, tudi na te raziskovalni ploskvi imamo par takih lukenj, kjer pač opažamo ta premik polhov, tako da se polhi potem zelo globoko v te jame zatečejo. Naj povem, da sem tudi jamar in da imam občasno tudi priliko te polhe tudi v jamah oziroma v brezni spremljati. Zelo zanimiv podatek so kolegi jamarji prinesli, da ko odkrivajo najgloblje dolenjsko brezno, so polho odkrili na globini 240 metrov, tako da je praktično res podzemni svet njihov, pač morajo najti ustrezne razmere, se umakniti tudi pred predatorji v to podzemlje. In tudi, ko potujemo v ta brezna, na večjih mestih opažamo to take značilne poti, po katerih se polhi potem zatekajo v podzemlje, gibljajo. Te poti so ponavadi dosko zablatene, ker pač to so tisočletne migracijske poti v podzemlje in tudi očitno tudi z urinom, hormoni in tako naprej markirane, da se polhi brez problema gibljajo potem tudi v tem podzemskem prostoru. Ljubitelji pasemskih mačk so se ponovno zbrali na tradicionalni jesenski mednarodni razstavi mačk v Celju. V prvi vrsti gre za druženje, izmenjavo izkušenj in pa seveda, da lahko rejci ocenijo, na kakšni vzrejni poti so, ali je tisto, kar so si zamislili, tudi dovolj visoka kvaliteta. Potem pa gre tudi za to, da
pridobijo med odraslimi visoke nazive, recimo šampion, mednarodni šampion, potem vse do Evropa in tako naprej. In ta titula se vpiše v rodovnik in nekako je to tudi garancija, da bi naj bila vzreja tudi kakovostna s temi mačkami, ki imajo določene lepotne nazive. Tole je predstavnik pasme Sfinga, to je negro, star je 3 leta pa pol. Kakšne so značilnosti te pasme? Očitno je, da so manj ali sploh ne odlakane. Ja, res je. Te muce imajo zelo malo dlake, večinoma samo po ušes, ki jih imajo po nogicah in pa po repku. Druga značilnost je, da jih posledično zelo zebe, tako da jaz jih sploh po zimi rada oblačim, drugače pa same najdejo zavetje, se skrijejo pod kakšno deko, pod kovtrček, tako da jim je toplo. Ta je kanadska sfinga, izhaja, naj bi našel neko tako v Kanadi, druga Don Sphinx, ki jo še vidimo od zadaj, prihaja iz Rusije in je mlajša pasma in potem je pač tekom let so se razvijali. Kakšna je nega te pasme? Vemo torej, da ni odlakana, da jih zebe. So še kakšne druge težave ali na kaj naj bi bili pozorni, če imamo to pasmo? Ja, zelo hitro se umažejo, tako da kopanje vsaj enkrat na teden je praktično nujno potrebno. Treba jim je tudi redno čistiti ušesa, oči. Zelo veliko produkcijo ušesnega masla imajo, tako da na to ne smemo nikakor pozabiti. Striženi krempljev, drugače pa njega ni nič posebnega, se pravi kopanje enkrat tedensko, čiščenje ušes. Značajsko so me polnoma pisane na kožo, so zelo crkljive, zelo živahne, prav iščejo pozornost človeka, tudi zelo dobro se razumejo z drugimi živalmi, s psi, z mačkami, tako da meni so super. A ne? Tole je orientalska kratkodlaka mačka, spada trenutno še v 4. kategorijo, to so bolj eksotične pasme, izjemno ekstremne, kot vidite tudi v obliki, zelo nizka velika ušesa, dolg gobec, zašiljen, izjemno kratka dlaka, zelo so dolgi v telo, dolge repe imajo, ekstremno dolge okončine, vse je dolgo na njih. Njega je malo strah zdajle, oči, trikotne tudi, zelene, izgledajo zelo nevarni, v resnici so pa tako eni veliki medvedki, izjemno prijazni in izjemno inteligentni. V kletki mu dela družbo še Cornish Rex pasma, to je pa kratkodlaka mačka in so tudi izjemno posebne mačke, sploh v Sloveniji jih je samo nekaj. Drugače v Skandinaviji so pa zelo razširjene ravno zaradi svojega prijetnega temperamenta, ker so kot klovni. V bistvu njim je celo življenje in cel svet jim je kot eno veliko igrišče. Tako da so čisto drugačni po temperamentu kot pa orientalci. Grejo pa krasno skupaj, ker so obojni tudi zelo temperamentni. Mi smo pravzaprav zelo mlado združenje. Če mi pomislimo, da je bila prva evropska razstava pred 110 leti v Londonu, mi smo pa prvo zabeležili mednarodno šele leta 1988. To pomeni, da smo v primerjavi s kinologi nekje zelo pozno se začeli združevati. Prva združenja so se pojavila tam nekje okrog leta 80. 85 so se majhna društva ustanavljala. Imeli smo samo perzike, potem pa nagel vzpon leta 88, ko smo bili sprejeti v Mednarodno filološko zvezo, FIFE, takrat so se nam pa odprle možnosti za nabavo različnih pasem in mislim, da smo v tem kratkem času zelo napredovali. Imamo zelo visoko kvaliteto mačk, dosegajo tudi v tujini lepe rezultate, s tem, da se pa generacije zdaj že nekje izmenjujejo, prvi rejci so že nekje odnehali, prihajajo novi in mislim, da smo zdaj trenutno spet nekje v rahlem vzponu. Starost je lahko
problematična pri živalih, če ne začnemo ukrepati pravi čas. Ne. Mogoče najprej bi rekel, da kužeki različno ostarijo v različnih letih. Ne. Pasme, kot so brachiocefalne pasme, kot je tale lepotec tu, ta mopsek, nažalost ima krajšo življenjsko dobo, naprimer, kot pa en čau ali pa čivava in tako dalje. Ne. Tako da eni so lahko stari že pri 10 letih, tako kot je tale zdaj. Tu se vidi že po glavici, ker je siv cel, ne, se mu vidi, da je šarmanten, ne, vsekakor. Eni pa ostarijo komaj pri 14-15 letih. Ne. Najprej se opazi, najpogosteje, se pravi, da kužek ni več živahen, ni več razigran, postaja bolj miren, več spi in pa pozornost je potrebno obrniti na samo hojo živali, ker v starosti sklepi hrbtenica, podobno kot pri ljudeh, jaz ponavadi tako povem, se dogajajo razne stvari z artritisi, z artrozami, z spondilozo, z zaraščanjem hrbtenice in vse to nam kužek ne ve povedati, da ga boli, da težje hodi, zato je na lastniku, da to ugotovi pravi čas in da mu pomaga. Pomaga mu tako, da ga pelje k veterinarju, kjer ponavadi naredimo sliko rentgenskega okostja in vidimo, kaj se dogaja in potem predpišemo terapijo, zelo uspešno. Zelo uspešno moram reči za analgetike in za zdravili zoper bolečino, za zdravili zoper vnetja v sklepih, tako da se neverjetno pomladijo in če to naredimo pravi čas, tudi v pozno starost ohranimo to gibalno sposobnost. Tu smo zdaj pri lokomociji, se pravi. Ne? Seveda so pa tudi ostale stvari, siva mrena v očeh opazimo, lastniki dostikrat pretreseno kličejo in pravijo, naš kužek pa je slep, nekaj ima v očeh, ker vidijo tisto sivino v sami zenici očesa, to je siva mrena, ki kot pri živalih, tudi pri ljudeh zelo pogosta. Leča enostavno posivi, vendar kužek se v domačem okolju še vedno dobro znajde in še vedno vidi. Čeprav ne vidi tako, kot je videl v mladosti, ampak vidi. Tako da za sivo mreno do pozne starosti ponavadi ni težav. Če pa so, pa spet predlagam, priporočam obisk pri veterinarju. Včasih je res ta siva mrena, da se tako razbohoti, da tudi zenica več ne odreagira, se ne krči in takrat so lahko težave. Ne? Naslednja stvar, na katero bi opozoril, so pa zobje, ustna votlina. V starosti spet nam kužek ne pove, da ga zobki bolijo, težje je in sigurno je marsikatera korenina od zoba gnila. Se pravi, prihaja do vnetja, kar pa mi ne zaznamo. Ko enkrat zaznamo, ko že se slini ali pa ne more jesti, je že zelo pozno. Ne? Zato je vsekakor priporočen preventivni pregled zobovja v starosti, kjer vidimo, očistimo zobni kamen, izpulimo zobe, kateri so problematični in spet na tak način pripomoremo k bistveno boljšemu počutju. Mogoče, če bi vse skupaj strnil v en tak zaključek, ko je kužek enkrat tam 8 do 10 let, je vsekakor dobro narediti preventivni veterinarski pregled, ki se sestoji iz samega pregleda cele živali, pa tudi krvne slike. In krvna slika je pa tudi biokemična preiskava krvi, kjer ugotovimo delovanje jeter, ledvic, trebušne slinavke, potencialna sladkorna bolezen in pa vse ostalo in na podlagi tega lahko potem zelo lepo sklepamo o zdravstvenem stanju živali in predpišemo tudi ustrezno terapijo. Kar poudarjam, živali ne povedo tako kot človek, ne? Niti bolečina, slabo počutje in tega. Moramo res biti v res tesnem stiku za živaljo, da zaznamo pravi čas, pa še takrat si ponavadi mislimo, da je to mogoče malo zaradi hrane, zaradi vremena. Ampak pogosto temu ni tako. Veterinarji pa lahko dosti postorimo pri tem, dosti pomagamo, podaljšamo življenjsko dobo, če je to pravi čas. Preden kužek zabrede v ene hujše težave, takrat je pa že dostikrat potem težko nekaj narediti. Ne? Obiskali smo gospoda Dušana Perneka na Ptujski gori. Vi ste ljubitelj golobov. Katere vrste golobov imate? Zdaj trenutno imam dve vrste golobov, sicer ameriško pasmo King, ta zadnja velika pasma, oziroma golobi, ki spadajo kokošarjem, in letalce, športne golobe, benhenski prevrtač, pa roller mu tudi pravijo. Prve gojim bolj zaradi veselja, te vam rad že kar se poznam v bistvu, kar vem sam za sebe. Ta druga pasma je pa bolj za dušo, to ko golobi letijo, uživam v tem, ko jih gledam. Če morda opiševa najprej ameriške kinge. Ameriški, oziroma kratko kar king kralj, je dejansko vse za nas res pravi kralj, kar king tudi pomeni.
Gre za golobčka, ki je podoben kokoški, ne, zato spada v družino kokošarjev. Ima pa kot pasma je izredno zahteven, ker ima kot standard v detajle izdelane mere. Ne. Višina, širina, teža, vse je določeno. Višina nekje 30 cm, recimo 35, dolžina 30, širina čez 12, višina nogice recimo 7,5 cm. In zanimivo pri tem golobu je, da ne sme biti prevelik, od spodaj je v obliki kroga. In kljub temu, da ne sme biti prevelik, da to kompaktni golob mora pa imeti težo okoli kile. Zato tudi ne morejo leteti, nekje do 1 do 2 metra. Tisti, ki se lahko dvigne više, so že prelahki. Birminghamski prevrtač je pa golob, ki zelo rad leti. On uživa v letu, v gibanju, ne, in ko ga spustiš, on v zraku, če bi bil več čas odprt, tudi po 1 uro, 2, pa tudi več. In recimo, če ga, meni všeč to pri njih, ker pač živimo v gozdu, dostikrat jih napadejo kakšni kragulji, sokoli, kar takega, ne. Zelo hitro se dvigne visoko v zrak, tako da jih niti ne vidi s prostim očesom, ne. Kakšna pa je skrb za golobe? Morda nekaj rečeva tudi o prehrani, ta je pomembna. Ja, divji golob, oziroma ta domači golob kmečki, oni bi navajeni samo na koruzo, poleti pšenica, ne. Mi smo danes mogoče stvari že zakomplicirali, ne, v detajle, tako da mora biti tudi grahovlico, rž, riž, pšenico in druge take drobne zadeve, ne. Predvsem pa grahovlice imajo radi, ne. Jaz nisem ljubitelj tega, recimo, te stvari, da bi se šlo take podrobnosti, ne. Spomnim se recimo primera kot študent, ne, ko smo se učil recimo o prebavil pri govedu, ne. In človek je hotel, da bi pač zmanjšal energijsko potrebo, so jim dajali močnato krmo, s tem pa so jim vampe zamašili. Jaz sem pristal čim bolj naravnega, pa preprostega, oziroma čim bolj konkretno naravnega. Če se kdo navdušuje nad golobi, takšno ali drugačno vrsto, kaj je tisto, kar jim mora omogočiti? Seveda čist in zračen golobnjak. Glede na to zdaj, ker pač ujede so prisotne, spredaj malo večjo voljero, pa da jih lahko pol občasno ven spušča. Zakaj se vi navdušujete nad njimi? Ne vem, kaj bi rekel, ne. Rekel bom, da kar sam sebe poznam, ne, imam že golobe, ne. Mogoče, gledajte, pritegne me mogoče najbolj to zvestoba para, na primer, ne. Pa ne zdaj ta zvestoba, recimo, golobi niso tako zvesti, kot pravijo, ne. Zvesti so recimo v odnosu drug do drugega in ko skrbita za mladiče, ne. Drugače pa samički, če le morajo osvajati drugo samičko, ne, in tako da čisto konkretni zvestobi tudi ne moremo govoriti, ne. Ampak je pa nekaj drugega, kar imajo golobi, ko pred parjenjem se ljubkujejo, potem za mladiče tudi izredno dobro skrbijo. Preseneča me to, recimo, da koliko je manjši golob, ampak on svojega mladiča brani, ne. In jaz sem to že kot pubertetni vzrast opazoval, ne, in me je najbolj presumilo to, na primer, ne, da ko je mladič nebogljen, ga starša hranita in branita, ampak ko odraste, ga pa pustita, ne. Za razliko recimo od nas ljudi, na primer, to bo zdaj moje osebno mnenje, ne, malčke tiščimo v vrtce, ne, a tam 20-letne otroke bi pa nadzirali, recimo, ne. To tako malo, ne, ker to se me zelo dotakne takrat, ne, ampak to je iz tega vprašanja, kaj me tako pritegne pri golobih, ne. Ta njihov par živita skupaj skozi, ne, do smrti, dokler ne pogine, ne. Mi s tem, ko jih preparivamo pa sparimo z drugimi, mučimo, to sem jaz doživel, recimo, ker sem imel tudi dolgoleten par, ki sem jih pol razparal, ampak pol, ko je eden izgubil tisti od teh dveh partnerja, je šel drugi k njemu nazaj, tam, ki je prvemu partnerju. Tako da tu pa je zvestoba do groba, kot pravimo temu, ne. Mogoče me to najbolj navdušilo, ne.